Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani tovariš Janez Stanovnik, bil si moj predsednik in boš vedno ostal moj predsednik. Janez Stanovnik, kot predsednik Zveze borcev za vrednote NOB, je vodil Zvezo borcev in jo še danes in jo bo tudi vnaprej pooseblja našo organizacijo. Skupaj z Ivanom Dolničarjem sta nekoč začrtala našo pot, po kateri bomo hodili še naprej. Skupnimi močmi, kolektivno, kot do zdaj, bomo to nalogo opravljali tudi v prihodnje. Med nami je bil in bo ostal odprt tovariški dialog, v katerem je prostor za različne ideje in poglede. Iz tega so vedno nastajale pretehtane odločitve. Še bolj bomo strnili svoje vrste, še bolj bomo okrepili povezanost med krajevnimi organizacijami, združenji in predsedstvom. Ta trdna povezava, pretok idej in pobud je pogoj uspešnega delovanja celotne organizacije. Zveza borcev kot naslednica vrednot in tradicije Osvobodilne fronte ostaja nestrankarska, neideološka organizacija, odprta za vse, ki spoštujejo in ohranjajo vrednote NOB ter jih prenašajo v današnji čas. Preteklost je taka, kakršna je. Mi smo lahko ponosni na njo, ponosni smo na naš boj, ustvarili smo državo. V najtežjih časih so bile natiskane Prešernove poezije, mreža partizanskih bolnišnic, reševanje zavezniških letalcev, ujetnikov povedo največ o naravi narodno-osvobodilne borbe. Tu sta se ustvarjala solidarnost, pa tudi skrb za kulturo našega naroda. Ohranjali bomo spoštljiv spomin na premnoge dogodke našega boja, trpljenja v koncentracijskih taboriščih in žrtve okupatorskega terorja. Ta zgodovinski spomin moramo in bomo še prenašali na mlajše generacije, da bodo lahko iz njega črpale pogum, ki je še kako potreben danes. Priča smo potvarjanju zgodovine, nekakšni protikomunistični histeriji, prepovedati nam želijo celo simbol našega boja in svobode peterokrako zvezdo. Govorijo o nekakšni spravi, sejo razdor. Sprave s fašizmom in nacizmom ne more biti. Prav tako ne more biti sprave z narodnim izdajstvom. S tem bi zanikali lastno državo in lastno državnost, za katero je bilo danih veliko življenj. Lahko govorimo le o pomiritvi. Vse to se po eni strani dogaja zato, ker bi nekateri radi postali edina moralna avtoriteta te družbe. V ozadju so seveda zelo prozorni, materialni in oblastveni interesi. Ovira pa jih seveda breme nacionalne izdaje in gorja, ki so ga njihovi predhodniki prizadejali slovenskemu narodu. Po drugi strani pa psihopatski politiki, zato da prikrijo svojo nesposobnost upravljanja države, sejo razdor, ustvarjajo delitve, ustrahujejo medije, pritiskajo na sodišča, tudi v sodelovanju s tujino. Poskušajo sejati malodušje in brezup samo zato, da bi lažje vladali. Spet kličejo tujce, tokrat v preobleki bruselskih trojk. In te trojke, da bi nam zopet lahko ukazovale tujci. Če si sposodim stavek iz Cankarja, hlapci za hlapce rojeni. Zelo odločno se bomo uprli potvarjanju zgodovine, ohranjali bomo spoštljiv spomin na premnoge dogodke našega boja, trpljenja, koncentracijska taborišča, talce, žrtve, izseljence. Tu je pred nami izziv, velik izziv, kako novim mladim generacijam predstaviti zgodovino, to veliko zgodbo slovenskega naroda. Kakršna je bila naša osvobodilna borba. To bomo storili skupaj z njimi. Zveza borcev ni zatrta v preteklost, zazrta, še kako nam je mar
kaj se dogaja zdaj. Posodabljanje vrednot narodnoosvobodilne borbe v sedanji čas je pomembna naloga, ki moramo posvetiti v naši organizaciji vso pozornost. Zveza borcev se odpira mlajšim generacijam. Mladinske komisije so z organizacijskega vidika pomemben korak v to smer. Ustvarjanju teh komisij bomo posvetili tudi posebno pozornost. Ni in ne more nam biti namreč vseeno, kakšna bo naša domovina, ni nam in ne more nam biti vseeno, kam gre naša družba, kakšna prihodnost čaka generacije, ki prihajajo. Ta generacija sedaj je podvržena brezobzirnemu izkoriščanju. Skrb za socialno varnost naših članov ostaja pomembna naloga našega delovanja cele organizacije. Solidarnost in tovarištvo v borbi danes ohranjanje socialne države. Bolj kot kdajkoli po vojni prihajajo v ospredje spet borbene vrednote narodnoosvobodilne borbe. V narodnoosvobodilni borbi je Osvobodilna fronta branila suverenost našega naroda, pravico do samoodločbe, branila je obstoj naroda. Na Kočevskem zboru smo napisali na zid: narod si bo pisal sodbo sam. Kaj to pomeni zdaj, ko smo v primežu finančne krize, ko nam Bruselj diktira, kako moramo sanirati naše banke z našim denarjem? Gospodarske razmere niso lahke, toda spet ne take, da se iz njih poenoteni ne bi mogli izviti sami. Prej ali slej bomo morali zbrati pogum, kot v letu 41, 48, 91, ter zelo jasno povedati, kaj bomo naredili in kako, in to sami. Razviti moramo svoje ideje, vedeti moramo, kam gremo, svoje načela in svoje vizije moramo tudi začeti udejanjati. Edino, česar nas je lahko res strah, je, kot večkrat pravi Janez Stanovnik, strah sam. Zveza borcev torej tudi vnaprej ostaja na braniku domovine, na braniku naših vrednot in optimistično skupaj gledamo v prihodnost. Hvala.